Živijo družba, tole je Infodrom, jaz pa začenjam svoj digitalni post. Delni, da ne bo prehudo. 40 dni bom vsak večer ob 20. uri izklopila telefon. Danes je namreč pepelnična sreda, začetek 40-dnevnega posta. Za kristjane po svetu, posnetek naj bi bil s Filipinov, se s pepelnico začenja priprava na njihov najpomembnejši praznik, Veliko noč. Glavna značilnost pepelnice je obred pepelnenja, posipanja s pepelom. Zelo zares je to očitno vzela tudi Zemlja. Etna, najdejavnejši ognjenik na svetu, znova bruha lavo. Na Siciliji tako v bližnjem mestu pepel prekriva ulice, avtomobile, strehe in balkone. No, pepelnična sreda pa vedno nastopi po pustnem torku. Pustno dogajanje se je letos večinoma preselilo na splet. V Cerknem je tako tam zaživela tradicionalna laufarija in na spletu so na koncu pusta tudi usmrtili. Podobno se je končalo tudi na Ptuju. Tam pustnemu času pravijo kar 5-letni čas. Letos ni bilo uradno organizirane nobene prireditve, a je bilo v mestu, ki je močno povezano s kurentovanjem, vseeno čutiti pustno razpoloženje. Prebivalci so po ulicah slišali zvonce, kurenti so jih obiskali tudi v vrtcu. Pustne maske pa smo infodromovci srečali tudi v osnovni šoli Dragomirja Benčiča, Brkina, Hrpelje. Našemljena sem v čarovnico. Mi je všeč biti vsako leto nekaj drugega našemljena. Ta kostum je od moje tete. Namaskirala sem se v Miki Miško. Sem črna muca in ta kostum sem si izbrala, ker mi je bil všeč. Majhni od teh let, ki so enaki vaši kot jaz, se me bojijo, ko dam to masko. Je tak običaj in ker mi je všeč, da hodimo od hiše do hiše. Ko pridemo do hiše, rečemo, a imate kaj za pusta hrusta? Pust je drugačen od lanskega, zato ker ni pustnih povork. Ne hodimo od vrat do vrat. Malo žalostno je, zato ker ne moremo biti vsi skupaj. Zima mislim, da se me bo prestrašilo, ker imam tako masko, da preganjam zimo. To je njen namen. No, s preganjanjem zime po svetu pa bo še nekaj dela. Osrednji in južni del ZDA so na primer prizadele izredne vremenske razmere. Še posebej nenavadne so za jug države, kjer snega niso vajeni. Tole so posnetki snežnega neurja z nizkimi temperaturami na jugu ZDA. V zveznih državah Teksas, Oklahoma in Arkansas so razglasili celo izredne razmere. Na cestah je ponekod do pol centimetra debela plast ledu, poročajo o številnih prometnih nesrečah, ovirana je dostava cepiva proti COVID-19. Zapirajo letališča, velika težava pa so tudi motnje pri preskrbi z električno energijo. Izpadi električnega toka so tam zaradi uporabe klimatskih naprav sicer pogosti v veliki poletni vročini, nikoli do zdaj pa tako kot danes po vsej državi zaradi mraza. Tudi v Dalmaciji, na jugu Italije in severu Grčije skrajnih zimskih razmer niso vajeni in poročajo o preglavicah, ki jim jih povzroča mraz. Iz ruskega glavnega mesta Moskve pa smo dobili posnetke članov zimskega plavalnega kluba imenovanega Mroži prestolnice. Ti so izrabili izvrstne razmere za trening v tankajšnji reki. Mraz pri zabavi ne ovira niti prebivalcev nizozemske prestolnice Amsterdam in nemškega Berlina, kjer drsajo po zamrznjenih vodnih kanalih. No, zima pa prinaša zabavo tudi na Panonski ravnici. V naselju Černelavci v občini Murska Sobota so mladim počitnikarjem snežnim topom pričarali pravo zimsko veselje. Za zasnežitev hriba so porabili približno 100 kubičnih metrov vode. Čeprav snežna odeja ni debela, dodatno zasneževanje pa je zaradi visokih temperatur nemogoče, so jo mladi z veseljem izkoristili. Lepo, da uživate na svežem zraku, počitniška brezskrbnost in epidemija novega koronavirusa pa sta podžgali tudi vašo ustvarjalnost. Še naprej nam pošiljajte posnetke in fotografije svojih korona podvigov. No, Benjaminov podvig pa je vadba trikov prostega sloga na skiroju. Posnetke objavlja tudi na svojem profilu na YouTubu. Adijo do jutri! Vsak dan vozim in mi je strast in imam se ful fajn, ko vozim. Preživim kar kakšne 2-3 ure na dan, grem takoj po šoli
naredim nalogo, se še kaj učim, pa grem ven. V bistvu freestyle skiro sem začel v korona času, drugače sem pa že veliko let prej skiro vozil. Navaden skiro je v bistvu, da se voziš po mestu za velike razdalje, freestyle skiro je pa za delanje trikov, po skateparkih, tako ne. Pa tudi manjša kolesa ima freestyle skiro. Ponavadi se nove trike učim sam, ampak drugače pa kdaj pa tudi gledam kakšne YouTube posnetke, če kdaj najdem kakšen dober video posnetek, kako se kakšen trik naredi, si ga pa tudi pogledam. Na svojem YouTube kanalu pa tudi objavljam posnetke, kako se vozim z skirojem. Zelo me veseli montirati, posnemati, imam zabave pri temu, tudi s prijatelji to počnemo. Jih veliko voz, tudi mojih prijateljev, tako da se imamo vedno zabavno, se tekmujemo v trikih, take stvari. Mislim, da nam to zelo izboljša koncentracijo, tudi motoriko in tudi zato, da nismo sam not, pa da tudi se kaj gibljemo vsak dan, ko grem na svež zrak in pol. Ja, se počutim boljše.